Spoštovane nove doktorice in doktori Univerze na Primorskem. Danes se pridružujete skupini, z vami skupaj že 259 doktorjev, ki so svoje raziskovalno delo zaključili na Univerze na Primorskem. Da bi začel današnji govor, bi si sposodil misel velikega nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja. V svoji razpravi o vseh znanosti je k drugi izdaji knjige leta 1887 napisal v uvodu, da na pragu njegovih vrat visi napis. Napis, ki pravi, da živi ponosno sam v svoji hiši. Ponosno, da od nikogar ni prevzemal nič. Ter da zasmehuje vsakega mojstra, ki ni sposoben tega, da bi se sam sebi posmehoval. V tem duhu danes stojimo tukaj skupaj. Vi ste zaključili veliko raziskovalno delo, na podlagi katerega so upravičeni do uporabe naziva doktor znanosti. Sami ste opravili delo ponosni na to, da od nikogar niste prevzemali nič drugega kot dobre ideje, ki ste jih razvijali, nadaljevali, ter z njih ustvarili novo znanje ter nove rezultate. In hkrati, v duhu kritične misli, ki jo spodbujamo na univerzi, ste vi tisti, ki ste lahko ponosni na to, da se ne posmehujete nikomu, zgolj tistim, ki imajo slabe ideje, oziroma tistim, ki teh originalnih idej niso sposobni producirati. Spoštovani doktorice in spoštovani doktori, danes je vaš dan. Dovolite mi, da začnemo z svečano podelitvijo doktorskih nazivov. Najprej bi prosil dekanje Fakultete za humanistične študije, redno profesorico doktorico Ireno Lazar, da nam predstavi novo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Tanja Jerkomin-Kocijančič. Slednja je pod mentorstvom profesorja Egona Pelikana zagovarjala doktorsko delo z naslovom Slovensko primorje v časopisni propagandi 1941-1945. Gospod Tanja. Spoštovani. Tanja Jerkomin-Kocijančič je študenta, rojena leta 1964 v Kopru, je univerzitetna diplomirana kulturologinja in socialna antropologinja. Kot kulturna delavka pripravlja in vodi mnoge kulturne prireditve, literarne in narečne večere. Je avtorica številnih radijskih poddaj in prispevkov, članke in eseje objavlja v revijah in zbornikih. Dejavna je tudi kot nosilka projektov. Ukvarja se z vrednotenjem in ohranjanjem kulturne dediščine istrskega podeželja in raziskuje različna zgodovinska poglavja oziroma obdobja. Svojim raziskovalnim delom o preteklosti Istre poskuša take bogate dediščine iztrgati in pozabiti. Spoštovana gospa dekanja, za odsotnosti mentorja vas prosim, da predstavite tudi doktorsko delo v strani. Povzetek doktorske dizertacije Tanje Jerkomin-Kocijančič z naslovom Slovensko primorje v časopisni propagandi 1941-1945. Avtorica ugotavlja, da sta bili osrednji propagandni narodi medvojnega časopisja ideološko indoktriniranje in politična mobilizacija. Izpostavlja vprašanje zahodne meje, bodoče zedinjene Slovenije in specifično vlogo Trsta. Predstavlja reprezentacijo nasprotnika v ideološkem in političnem kontekstu. Posvetli vlogo žensk v tisku in posledično v propagandi, predvsem pa vlogo matere, ene od osrednjih propagandnih figur. Obravnava tudi partizansko in domobransko pesništvo ter ugotavlja, da sta se obe strani pogosto sklicevali na slovenske pesnike in pisatelje, nosilce tradicije slovenske nacionalne
spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Tanja Tkonin-Kocančič, izredno častni privilegij mi je, da sem to danes v Ljubljani univerze na Primorskem promoviram doktorice s področja zgodovine Evrope in Slovenije. Besedi dekana Fakultete za vedo zdravje, izrednega profesora dr. Nejca Šarabona, ki bo predstavil novo doktorantko univerze na Primorskem, gospoda Deja Jakos. Slednja je pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Mihaela Jordana, pod so mentorstvom docentke doktorice Zare Jenko Pražnikar, zagovarjala doktorsko delo z naslovom Povezava med različnimi stopnjami gibalno-športne aktivnosti in serovsko koncentracijo adiponektina ter vnetnimi dejavniki. Deja Jakos, rojena leta 1985 v Postojni, se je po univerzitetnem študiju živilske tehnologije Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani upisala na doktorski študij aplikativne kineziologije na Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Predavateljica in raziskovalka je na tej fakulteti tudi zaposlena. Je aktivna na širšem področju prehrane s poudarkom na prehrani namenjeni aktivnim in športnikom. Strokovno in raziskovalno je bila do sedaj vključena v 7 raziskovalnih projektov in sodelovala s številnimi športnimi zvezami. Njena bibliografija zajema 7 znanstvenih člankov, 16 prispevkov in povzetkov na konferencah, 4 prispevke v monografijah in več poljubnih člankov. Hvala. Sedaj prosim, da mentorica, izredna profesorica doktorica Mihaela Jordana predstavi doktorsko delo doktorata. Povzetek doktorske dizertacije doktorantke Tadeje Jakos z naslovom Povezava med različnimi stopnjami gibalno-športne aktivnosti in serumsko koncentracijo adiponektina ter vnetni dejavniki. Raziskovalno delo je zajemalo presečno in 2 intervencijski študiji. Dokazano je bilo, da je izločanje protivnetnega adiponektina in vnetnih dejavnikov, kot so C-reaktivni protein, interleukin 6 in tumor nekrotizirajoči faktor alfa, ter bilirubina povezano z intenzivnostjo vadbe, prehrano in sestavo telesa. Višje koncentracije protivnetnega adiponektina smo opazili v skupinah z višjo stopnjo gibalne športne aktivnosti in popolno gibalno-športne neaktivnosti ter ugotovili, da je v obeh primerih povišanje adiponektina ključno za uravnavanje vnetnega stanja. Prav tako smo pokazali, da mora biti vsaka stopnja gibalno-športne aktivnosti prilagojena posamezniku, saj v nasprotnem primeru vodi do vnetja. K ohranjanju zdravja prispeva tudi nizka stopnja gibalno-športne aktivnosti, saj se izločajo dejavniki, ki varujejo naše zdravje. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti. Zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Tadeja Jakos, v izjemno častnem zadovoljstvu mi je, da vas tako v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram v doktorico znanosti s področja kineziologije.
prosim dekana fakultete za humanistične študije, profesorica doktorica Irena Lazar, da predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Nežo Čebrov-Lipovec. Slednja je pod mentorstvom zaslužnega profesorja, doktorja Honorio Skauza, Mitjo Puština, ter so mentorstvom docentke doktorice Katje Krobot-Velože ter docentke doktorice Brede Mihelič zagovarjala doktorsko delo z naslovom Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni, primer mesta Koper. Neža Čebrov-Lipovec se je rodila leta 1980 v Kopru. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in italijanskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala pa iz konzervatorstva arhitekture na Katoliški univerzi v Ljubljani v Belgiji. Nato je na isti ustanovi v okviru UNESCO delovala kot raziskovalka za področje preventivnega konzervatorstva stavbne dediščine. Od leta 2009 je asistentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem za področje dediščine. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih o varovanju dediščine, vodilno vlogo je odigrala pri prvem znanstvenem simpoziju in monografiji o arhitektu Mihelicu. V znanstvenih objavah se posveča dediščinskim študijam. Sedaj prosim mentorja, zaslužnega profesorja, doktorja Honorio Skauza, Mitjo Puština, da predstavi doktorsko delo. Spoštovani, ker je to moj zadnji doktorat na Univerzi na Primorskem, dovolite, da bom spregovoril tudi kakšno besedo o mentorstvu in o doktorantih. Neža Čebrov-Lipovec je bila idealna kandidatka, da je naredila odličen doktorat. Ne samo zato, ker je bila dobra študentka na Univerzi v Ljubljani, ampak tudi zato, ker je želela svoje znanje izboljšati. Je šla v tujino, naredila master v tujini in s tem znanjem, ki je bilo mednarodno razširjeno, je šla na Univerzo na Primorskem, da bi tukaj naredila nekako monografsko obdelavo nekega svojega znanja, potenja o svojem rodnem kraju. Neža Čebrov-Lipovec je ena tistih Koprčank, ki je bila rojena v Slovenskem samostanu in tega nikoli ne pozabi omeniti. In ena tistih Koprčank, ki je nekako živela za svojim mestom, tudi ko je bila v tujini in tudi ko so jo domače naloge raznih raziskovanih projektov odpeljale na druga področja. Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni, primer mesta Koper, je izredno zahtevna naloga. Ni samo stvar neke arhivske delave, ni samo stvar poznavanja nekega dejstva o arhitektih, o njihovem delu. Je tudi zadeva, ki je izredno občutljiva, ki zahteva razumevanje enega obdobja, katerega smo mi, katere so ne pa tudi jaz, doživljali kot majhni otroci in ga seveda kot takega nismo razumeli. Tudi danes je vprašanje, do katerega mere ga lahko razumemo, saj ga vsak po svoje skušamo interpretirati in je težko najti tisto pravo mero, s katero lahko vrednotimo dejanja naših staršev, če tako lahko rečem, v času po priključitvi tega dela matičnemu slovenskemu ozemlju. Zato ocenjujem, da je naloga, doktorska naloga Neže Čebrov-Lipovec izrednega pomena za razumevanje zgodovine Kopra, slovenske Istre, obale kot take, pa tudi seveda za razumevanje vse splošne situacije, kakršna je vladala na slovenskem, pa če želite tudi v širšem prostoru evropske zgodovine po drugi svetovni vojni. Za zaključek naj povem, da sem vesel, da sem v karieri na Univerzi na Primorskem imel dva izredna doktorata. Eden med njimi je bil Josip Višnič iz Pule, druga med njimi je Neža Čebrov-Lipovec,
ki sta oba pokazala, da če delaš tisto, kar rad delaš, če delaš tisto, kar ti nekako daje rodno okolje, in pa če seveda, če imaš mentorja, ki ti odpre možnosti, da lahko pridemo do izrednega rezultata. V tem primeru je seveda Neža Čeprav Lipovec bila spremljena ne samo z moje strani, ampak tudi z mentorico iz Urbanističnega inštituta, Redo Mihevc, ki je pokrila tisto strokovno plat arhitekture, in pa z mentorico Katjo Gregoret, ki tam z mano sedi, ki je se pokrila pravzaprav te občutljive razumevanje, ki ga radi imenujemo danes nekakšno breme preteklosti in ki jo pač nosimo v vsakdanjem dialogu s seboj. Ta trenutek in kot veste še pred kratkim zelo aktualno za Slovenijo, Italijo in za medsebojne razmere. Neža, hvala ti. Sedaj ponovno prosim dekanjo Fakultete za humanistične študije, profesorico dr. Ireno Lazar, da predstavi naslednjega doktoranta Univerze na Primorskem, gospoda Andreja Vrčona. Slednji je pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Gorazda Vajca, ter so mentorstvom profesorja dr. Alekseja Kalca zagovarjal doktorsko delo za naslov Slovenski pogled na odpiranje socialistične Jugoslavije k evropskim integracijam v 70. letih. Andrej Vrčon, rojen leta 1972 v Postojni, je po končani srednji šoli od leta 1992 študiral zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in politologijo mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1998 s temo Kongresi evropskih narodnosti 1925-1928 pri profesorju dr. Dušanu Gnečanu. Po končanem študiju se je zaposlil na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem v sektorju za mala in srednja podjetja v oddelku za Evropsko unijo in mednarodne zadeve v Ljubljani. Pot je nadaljeval na Ministrstvu za okolje in prostor v Uradu za evropske zadeve in mednarodne odnose in nato na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje. V letih 2002 in 2004 je opravil magistrski študij iz evropskih javnih politik na Univerzi v Sussexu v Brightonu v Veliki Britaniji. Leta 2006 se je zaposlil na ustanovi Center za evropsko prihodnost, kjer je zaposlen kot generalni sekretar. Poleg svojih rednih obveznosti pri koordinaciji Centra za evropsko prihodnost sodeluje tudi v znanstveno-raziskovalni skupini centra. Spoštovana gospa dekanja, za odsotnosti mentorja kot tudi somentorja vas prosim, da predstavite tudi vsebino doktorskega dela kandidata. Povzetek doktorske dizertacije Andreja Vrčona, slovenski pogled na odpiranje socialistične Jugoslavije k evropskim integracijam v 70. letih. V dizertaciji so analizirani odnosi med zahodnoevropskimi integracijami in Slovenijo
delo v socialistični Jugoslaviji. Raziskava obravnava značilnosti zgodnejših evropskih integracijskih procesov in razmer, na katere so od 1947 vplivali začetek hladne vojne in druge oblike integracije. Na politiko Zahoda do Jugoslavije je odločilno vplival in Politbiro leta 1948. Hvala se je pojavilo vprašanje konkretne pomoči Jugoslaviji in njeno članstvo v organizaciji za evropsko gospodarsko sodelovanje. Podeljevanje pomoči, ki je tudi pomenilo približevanje zahodnoevropskim integracijam, ni bilo enostavno. Če je jugoslovansko gospodarstvo v obdobju 1957-1960 dosegalo visoko stopnjo rasti, so bila naslednja leta zaznamovana s krizo. V marcu 1962 so se v Jugoslaviji odločili za vzpostavitev neposrednega stika z EGS. Poskus je propadel. Poslabšanje stanja jugoslovanskega gospodarstva spomladi 1964 je vodilo gospodarske reforme v smeri bolj tržno orientiranega socializma. Vendar se je zaradi trgovinske liberalizacije primanjkljaj z EGS povečal. Jugoslavija je bila prisiljena sprejeti določene kompromise in postala leta 1967 prva socialistična država, ki je priznala EGS kot subjekt mednarodnih odnosov. Tedaj je bil za predsednika slovenske vlade izbran zagovornik gospodarske reforme Stari Kavčič. Liberalizem se je moral zaradi intervencija Tita zaključiti jeseni 1972. Je pa v obdobju Jugoslavija sklenila pogajanja z EGS. Slovenija je kot gospodarsko najrazvitejša in najbolj zahodna jugoslovanska republika evropskemu povezovanju in regionalnemu sodelovanju posvečala posebno pozornost. Spoštovani prorektor, spomnili so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorja znanosti. Spoštovani gospod Andrej Vrčon, izjemno čast in privilegij je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano imenujem za doktorja znanosti z področja zgodovine Evrope in Sredozemlja. Sedaj pa prosim dekanjo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, profesorico doktorico Klavdijo Hultar, da predstavi naslednjega doktoranta Univerze na Primorskem, gospoda Slobodana Filipovskega. Slednji je pod mentorstvom profesorja doktorja Roberta Džajsaja zagovarjal doktorsko delo z naslovom On external graphs of given degree and diameter girth, o ekstremnih grafih za dano stopnjo in premerno dolžino. Slobodan Filipovski se je rodil leta 1987 v kraju Švico in Medovje. Že kot srednji šolec se je udeležil številnih matematičnih potovanj, na katerih je prejel doktorat. Diplomski študij matematike in magistrski z področja nacionalne jedinice je zaključil v Makedoniji. Leta 2014 se je pisal na doktorski študij na UPH, kjer se je nato zaposlil koordinator raziskovalec za področje grafov v Bitkovskom profesorja doktorja Štefana Mitrovića. Že vse od zaposlitve na naši univerzi je bil vpet v pedagoško delo, kjer je trenutno bil zaposlen kot asistent. Je avtor dveh izvedb nalog za tekmovanja ter 11 izvedb znanstvenih vprašanj. Spoštovana dekanja, ponovno vas prosim, da zaradi odsotnosti mentorja predstavite tudi doktorsko delo kandidata. Povzetek doktorske disertacije v ekstremnih grafih z dano stopnjo doktorjev oziroma oživljenja. Doktorska disertacija je sestavljena iz 3 povezanih delov. V prvem delu se obravnava problem ket, v drugem delu problem
predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Sadino Žamba. Slednja je pod mentorstvom profesorja dr. Štefana Bojneca zagovarjala doktorsko delo z naslovom Subvencije in uspešnost pri trajnostnem razvoju podjetja. Sabina Žamba je bila rojena leta 1979 v Pulju. Dodiplomski študij je zaključila na ekonomski poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Preden je zaključila študij, je pričela z delom v podjetju za poslovno svetovanje, kjer je vodila različne projekte. Od leta 2006 je lastnica podjetja, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem in projekti Evropske unije. Želja po znanju je pripeljala do podiplomskega študija na fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem v Kopru. Tekom podiplomskega študija se je dodatno začela ukvarjati z raziskavami na področju subvencij Evropske unije in tako združila poklicno kariero z raziskavami. Prijela je priznanje za najboljše diplomsko delo magistrskega znanstvenega študijskega programa menedžmenta. Hvala. Sedaj pa prosim mentorja, rednega profesora dr. Štefana Bojneca, da predstavi doktorsko delo doktoranta. Hvala. Torej, povzetek doktorske dizertacije subvencije in uspešnost pri trajnostnem razvoju podjetja. Doktorska dizertacija analizira pomen in vpliv subvencij na finančno uspešnost in trajnostni razvoj podjetij v Sloveniji. Poseben poudarek je na subvencija za raziskave, razvoj in inovacije ter trajnostni razvoj podjetij. V sklopu empirične analize so obdelani finančni kazalniki za 6190 podjetij. Obdelanih je 396 neanonimnih vprašalnikov, na katere so odgovorila podjetja in analiziranih 629 podjetij, ki so prijela subvencije za raziskave, razvoj in inovacije. Na podlagi rezultatov empirične analize je zasnovan model strukturnih enačb, ki kaže na možnosti za doseganje večje učinkovitosti subvencij na področju raziskav, razvoja in inovacij ter trajnostnega razvoja v Sloveniji in drugod v Evropi. Izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Sadina Žamba, izredno čast in privilegij mi je, da ste tako danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviramo doktorice znanosti s področja menedžmenta. Iskrene čestitke. Sedaj ponovno prosim prodekanjo Fakultete za menedžment, profesorico dr. Maja Meško, da predstavi naslednjega doktoranta Univerze na Primorskem, gospoda Dušana Bošnika. Slednji je pod mentorstvom profesorja dr. Klemna Kavčiča zagovarjal doktorsko delo z naslovom Model menedžmenta temeljnih procesov in uspešnost podjetja. Dušan Bošnik je rojen leta 1974 v Celju. Srednjo tehniško šolo je končal v Celju. Študij strojništva je nadaljeval na Univerzi v Mariboru na fakulteti za strojništvo, kjer je končal tudi podiplomski študij in pridobil naziv magister znanosti z področja strojništva. Prav tako je na ekonomski poslovni fakulteti Univerze v Mariboru končal podiplomski študij ekonomije in poslovnih ved in pridobil naziv magister znanosti poslovodenja in organiziranja MBA. 9 let je vodil projekte v gospodarstvu, je soavtor večjega števila patentov. Pri mednarodnih združenjih je certificirani strokovnjak za sistematično izobiranje po metodi TRIS. Mentoriral je že preko 140 diplomskih del. Hvala. Sedaj prosim mentorja, rednega profesora dr. Klemna Kavčiča, da predstavi doktorsko delo kandidata. Hvala.
dizertacije doktoranta Dušana Došnika z naslovom Model menedžmenta temeljnih procesov in uspešnost podjetja. V doktorski dizertaciji je Dušan Došnik zasnoval in preveril model vpliva med dejavniki zunanjega okolja podjetja, strategijami podjetja do kupcev, dejavnosti menedžmenta temeljnih procesov in uspešnosti podjetja. V raziskavo je vključil 3007 majhnih in srednjih podjetij. Uporabil je metodo modeliranja strukturnih enačb ter raziskal, kako izbrani dejavniki vplivajo na uspešnost podjetja. Uspešnost je meril s finančnimi, operativnimi in celovitimi kazalniki. Na osnovi rezultatov doktorske dizertacije je razvil implikacijo za delo v praksi, ki menedžerjem pomagajo do večje uspešnosti poslovanja. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorja znanosti. Spoštovani gospod Dušan Došnik, izjemno čast in privilegij mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram v doktorja znanosti s področja menedžmenta. Seveda prosim prodekanjo Pedagoške fakultete, izredno profesorico dr. Silvo Vratoš, da predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Matejo Manjevec. Slednja je pod mentorstvom izredne profesorice dr. Cetine Kavčič ter so mentorstvom docentke dr. Aksinje Kermauner zagovarja doktorsko delo za naslovom Značilnosti in dejavniki socialnega prilagajanja slepih in slabovidnih otrok. Mateja Manjevec je rojena leta 1985 v Sloveniji. Po dodiplomskem študiju je pridobila specialno-pedagoško dokvalifikacijo za delo s slepimi in slabovidnimi ter se udeleževala številnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj s področja tiflopedagogike. Že od začetka poklicne poti je bila zaposlena kot mobilna učiteljica na centru Iris, kjer je bila že večkrat mentorica študentov in mlajših sodelavcev. Je predsednica tiflosekcije Slovenije že v drugem mandatnem obdobju. Izvedla je že več strokovnih seminarjev in delavnic s področja slepote in slabovidnosti za strokovne delavce doma in akademij ter starše slepih in slabovidnih otrok. Prav tako sodeluje pri pripravi vsakoletnih izobraževalnih dni Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Obenem je bila tudi 4 leta vodja skupine strokovnih delavcev v vrtcih, ki delajo s slabovidnimi in slepimi otroki. Vključena je tudi domače in mednarodne projekte. Najbolj odmeven je bil 6-letni projekt First Steps for an Intervention for the Visually Impaired, kjer je vodila slovensko delegacijo. Redno se udeležuje tudi mednarodnih konferenc in je avtorica več strokovnih znanstvenih člankov. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem asistentka in docentki doktorici Silvi Krajnova. Najlepša hvala. Sedaj prosim mentorico, izredno profesorico dr. Tino Kavčič, da predstavi doktorsko delo doktoranta. Hvala. Pozdravljeni v svojem imenu in imenu so mentorice, dr. Aksinje Kermauner, podajem povzetek doktorske dizertacije Mateja Manjevec z naslovom Značilnosti in dejavniki socialnega prilagajanja slepih in slabovidnih otrok. Tema doktorske dizertacije je socialno prilagajanje, ki velja za razmeroma šibko področje pri slepih in slabovidnih. V raziskavi je preučevala več vidikov socialnega prilagajanja 3 do 8 let starih slepih in slabovidnih otrok. To je socialno sprejetost v vrstniško skupino, vključenost v vrstniško igro in socialno prilagajanje. To pa je počela s pomočjo več neodvisnih ocenjevalcev in uporabo različnih merskih metod. Kvalitativna in kvantitativna analiza podatkov sta pokazali, da se okvare vida odražajo pri vseh ocenjevanih področjih socialnega prilagajanja. Poleg vloge ostanka vida pa rezultati izsvetljujejo ključen pomen
osebnostnih značilnosti otrok, za njihove prednosti in težave v socialnem prilagajanju, kar nakazuje na potrebo po večji personalizaciji zgodnje in seveda tudi kasnejše obravnave. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti. Zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Matej Marjec, izjemno čast in privilegij mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram v doktorico znanosti s področja zgodnjega učenja. Naslednji častitke. Sedaj pa ponovno prosim dekanje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, redno profesorica dr. Klavdijo Putner, da predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospo Alejandro Ramos Riviera. Srednja je pod mentorstvom izrednega profesora dr. Primoža Parla zagovarjala doktorsko delo za naslovom Structure of Results from Vertex and Edge Transitive Graphs. Strukturni rezultati obozliščno in povezavno transitivnih grafik. Alejandra Ramos Riviera je bila rojena leta 1985 v Acapulcu v Mehiki. Dodiplomski študij uporabne matematike in magistrski študij matematike je zaključila v Mehiki. Med doktorskim študijem matematike na Univerzi na Primorskem je na mednarodnih konferencah izvedla 7 predstavitev svojega raziskovalnega dela, ki je zajeto v 4 izvednih znanstvenih člankih. 2 izmed njih sta že bila objavljena, eden v European Journal of Physics, drugi v Journal of Combinatorial Theory Series B. Od leta 2013 je zaposlena na Univerzi na Primorskem kot asistentka z področja Najlepša hvala. Sedaj prosim mentorja, izrednega profesora Primoža Škarla, da predstavi doktorsko delo doktorata. Predstavitev doktorske rezultacije, strukturni rezultati, obozliščni in povezavni transitivni grafik Alejandre Ramos Riviera. Doktorska rezultacija Alejandre Ramos Riviera sodi na matematično področje, ki mu pravimo teorija grafik. Gre za dokaj mlado vejo matematike, katere rezultati pa imajo preko uporabe v najrazličnejših modernih tehnologijah precejšen vpliv na sodoben način življenja. Eno izmed pomembnejših orodij pri študiju strukturnih lastnosti grafov je obravnava njihovih simetrij. Študij slednjih predstavlja rdečo nit, škojoče doktorske dizertacije, saj so v vsakem od 3 osrednjih poglavij dizertacije glavni predmet obravnave, tako imenovani pozliščno in povezavno transitivni grafiki, torej grafi z veliko stopnjo simetrije. Dizertacija je predstavljena vrsta izrednih rezultatov, ki bodo nedvomno pomembno vplivali na nadaljnji razvoj študija simetrije grafov. Zbrani smo v 3 znanstvenih člankih, 2 od katerih sta že bila objavljena v revijah z prve polovice seznama Science Citation Index. Še posebej gre izpostaviti rezultate robotov in začini grafik stopnje 4, o pomenu katerih priča tudi dejstvo, da je bil pripadajoči članek objavljen v eni najbolj prestižnih znanstvenih revijskih področij. Spoštovani prorektor, spomnimo se vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije Spoštovana gospa Alejandra Ramos Riviera, izjemno čast in privilegij mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem slavnostno prezentiramo doktorice znanosti.
Sedaj pa ponovno prosim prodekanjo Fakultete za menedžment profesorico dr. Majo Meško, da predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Matejo Vrnjak. Slednje pod mentorstvom profesorice dr. Doris Komezel zagovarjala doktorsko delo z naslovom Značilnosti človeškega in socialnega kapitala podjetnic v različnih življenjskih obdobjih. Mateja Vrnjak je bila rojena leta 1965 v Ljubljani. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala iz smeri ekonomika zunanjih internacionalnih ekonomskih odnosov in na isti fakulteti tudi magistrirala iz smeri podjetništva. Del študija je opravila v Tbilisi na Sterling University na Škotskem. Kot predavateljica podjetniških in ekonomskih predmetov je bila na fakulteti za podjetništvo Gea College, nosilka predmetov podjetništvo in vodenje podjetja v rast ter mentorica več od 50 diplomov. Je avtorica in soavtorica znanstvenih člankov in učbenikov z področja podjetništva, s katerim je ves čas poklicno povezan. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja, v katerem dejanja svoje poslanstvo v podjetniških podjetnic in podjetnikov pri razvoju njihovih podjetij, je bila 10 let direktorica Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana. Najlepša hvala. Sedaj prosim mentorico, profesorico doktorico Doris Komezel, da predstavi doktorsko delo. Hvala. Predstavljam poziv doktorske dizertacije, se dorečujem samo vlastne doktorantke Mateje Vrnjak z naslovom Značilnosti človeškega in socialnega kapitala podjetnic v različnih življenjskih obdobjih. Doktorantka dizertacije proučuje žensko podjetništvo s poudarkom na dejavnosti človeškega in socialnega kapitala v povezavi življenjskih obdobjih žensk. Podjetnice v različnih kariernih fazah ima namreč različne predhodne podjetniške in menedžerske izkušnje, različno ocenjujejo stopnjo vpliva staršev, prijateljev in znancev na njihovo podjetniško pot. Zato pri tem potrebujejo različno obravnavo, spodbude in usposabljanje. Rezultati raziskave, ki je postavila edinstven model poučevanja podjetnic, dajo pomembne izhodišča za pripravo programov in ukrepov za spodbujanje podjetništva med ženskami. Zato vas prosim, da izvršite dejanje svečanja promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Mateja Vrnjak, izjemno častni privilegij mi je, da vas tako danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram doktorico s področja menedžmenta. Sedaj ponovno prosim prodekanjo Fakultete za menedžment, profesorico doktorico Majo Meško, da predstavi današnjo zadnjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Majo Troško. Slednja je pod mentorstvom profesora dr. Štefana Bojlenca zagovarjala doktorsko delo z naslovom Dejavniki stopnje tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji. Maja Trošk je bila rojena leta 1986 v Trbovljah. Po zaključenju ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je podiplomski magistrski študij denar in finance nadaljevala na isti fakulteti in ga uspešno zaključila. Na fakulteti je sodelovala tudi kot asistentka, skupaj z mentorjem je objavila 2 znanstvena članka ter se udeležila mednarodnih konferenc
predstavi doktorsko delo doktorata. Hvala lepa. Torej, povzetek doktorske dizertacije od Maje Trošt, dejavniki stopnje tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji. Njena doktorska dizertacija obravnava stopnje tveganja revščine 12 statističnih regijah v Sloveniji. Preučevanje vpliv posameznikov lastnosti, lastnosti gospodinjstva in makroekonomskega okolja. Raziskava je narejena na podatkih, pridobljenih za anketo EU-SILK, ki jih za Slovenijo zbira Statistični urad Republike Slovenije. Ocenjeni probni model prikazuje pomembnost posameznih, analizo vključenih lastnosti in njihovo razlikovanje glede na statistične regije, za katere velja, da so predvsem ekonomsko različno razvite. Raziskava prispeva k spoznanjem, ki lahko pomembno prispevajo k regionalni, socialni, zaposlitveni in ostalim politikom države. Spoštovani projektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejavni svečanje promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Maja Trošt, z privilegijami je, da ste danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram za doktorice znanosti s področja Nemčije. Iskreni čestitke. Spoštovani doktor in doktorice, čeprav ne verjamem, da je v uvodnem nagovoru omenjeni filozof Friedrich Nietzsche napis resnično imel na vratih svoje hiše. Menim, da je verjetno šlo za prispodobo. Traktat o samostojnosti, izvirnosti ter kritičnosti znanstvenega razmišljanja je verjetno krasil njegovo hišo duha. Tisto hišo, v katero je spuščal le redke in hišo, v kateri sam prebival. Spoštovane doktorice in doktori, zaključili ste veliko raziskovalno delo. Zdaj na vas, da to delo nadgrajujete in razširite, da se v prihodnosti nasmehnete svojim napakam, ter da ste zadovoljni ob svojih uspehih ter uspehih svojih najbližjih. S tem uradno zaključujemo svečano promocijo novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem. S tem vas vabim tokrat v našo hišo Univerze na Primorskem. Žal zaradi zasedenosti prostora muzeja z arheološko razstavo moramo napraviti nekaj korakov nižje do stavbe Galeba, kjer bo izvršena svečana pogostitev današnjih doktorantov in doktorantov ter njihovih najbližjih. Še enkrat se vam zahvaljujem za današnjo prisotnost, ter vas vse skupaj vabim k zadnjemu in zaključnemu dejanju današnjega protokola, k skupnim fotografijam. Najlepša hvala in uživajte v današnjem ne ravno najlepšem dnevu.